Cenjene gledalke, spoštovani gledalci televizije AS, v današnji oddaji s farmacevtom za zdravje smo v gosteh v lekarni Pomurskih lekarn v Svetem Juriju ob Ščavnici in z nami je gospa Polona Fiala Novak, magistra farmacijo in vodja tukajšnje lekarne. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem našim gledalcem. Bliža se jesenski čas, ko čutimo ljudje različne stvari, predvsem pa bo danes govora v tej oddaji o odpornosti. Je to isto kot imunost? Tako je, danes bomo govorili, res je odpornost, imunost, eden izraz za enako zadevo, seveda. Jesenski čas se približuje, s tem tudi veliko več prehladnih obolenj, viroz in tako naprej. Letos nas je to kar nekako hitro zajelo, ljudje že potožijo, da smrkajo, nekoliko grla bolijo, kašljajo, predvsem otroci so tisti, ki so veliko bolj izpostavljeni in seveda zato tudi današnja tema verjetno bo zanimiva za naše gledalce. Zagotovo. Tako. Odpornost, se pravi, težave se pri ljudeh pričnejo takrat, pravzaprav, ko nas napadajo neki bacili, klice, bakterije in tu je zelo pomembna seveda obramba telesa ali odpornost. Ne? In tu, ko enkrat zadeva malce pade, ko se malce zniža, potem smo že v nevarnosti, da lahko ujamemo kaj, ne? Tako je, veste, da pravzaprav na vsak dan obkroža kopica nekih patogenih mikroorganizmov, rečemo, napadalcev, od virusov, glivic, bakterij in tako naprej. In čeprav smo vsi v nekem približno bolj ali manj enakem okolju, vsi vemo, eni zbolevajo, drugi pa kar ostanejo zdravi. In tukaj seveda se vprašamo, zakaj je tako, čemu tako, da pravzaprav v isti skupini vendar nismo potem vsi bolani ali pa vsi zdravi. No in odgovor na to vprašanje se prav skriva v našem imunskem sistemu, torej naši imunosti, odpornosti, ki, kot ste rekli, je neki temelj našega zdravja. Lahko rečemo, da pravzaprav delovanje našega imunskega sistema nikakor ne čutimo. Zagotovo pa čutimo posledice, kadar imunski sistem ali pa naša odpornost ni učinkovita. Takrat ste rekli, hitreje obolevamo, bom rekla, z več zapleti, smo dalj časa bolani, to se pravi, imunski sistem je neki obrambni zid, bom rekla, pred napadalci, ki nas vsak dan obkrožajo in od naše odpornosti je odvisno, ali bomo v nekem trenutku zboleli ali pa na srečo ostali torej zdravi. Gospa Polonca, zakaj pravzaprav pade? Kje so vzroki temu, da nismo vedno enako odporni ali pa da nismo na nekem tistem potrebnem nivoju, da nas se pač ne bi nič prijelo v navednicah? Ja, pogosto vsi vemo, krivimo vreme. Zdaj morda neke resnice vendarle je v tem, sedaj so mogoče res nekoliko mrzla jutra, potem dnevi so še kar lepi, so še kar topli, predvsem pri otrocih vidimo, jih kar oblečemo, potem nekoliko posije sonce, se prepotijo, potem zapiha in tako naprej. In tukaj je velik dejavnik, bom rekla, tveganja, da hitreje obolevamo. Tudi odrasli nismo izjeme, gremo na sonce, se spotimo, zapiha veter in tako naprej. Torej, vreme neki delček tega tveganja nosim, zagotovo pa ni bistveno v tem. Res je, da potem v tisti pozni jeseni ali pa tisti potem že zimskih dneh vemo, da se nekoliko lažje zadržujemo ali pa hočemo biti nekoliko bolj na toplem, v zavetju doma. Seveda, zaprti prostori, vsi vemo, tukaj je prenos infekcij ali pa okužb veliko večji, viruse se lažje razbohotijo, imajo primerno okolje. Čeprav zračimo, čeprav gremo na prostor, vendarle je možnost prenosa veliko večja. Potem vemo nezdrav način življenja, kaj to pomeni, sadje, zelenjava, vedno govorimo, poudarjamo, to je dobra prehrana, z vitamini, minerali bogata. Res je, vendar potem v pozni jeseni vse tisto, kar smo morda sedaj še v poletnih in jesenskih prvih dneh pridelali doma, kar nam narava obilo ponuja, potem veliko verjetnosti potem tam upade zaloga, potem kupujemo v trgovinah, biološka vrednost se zmanjša, s tem tudi seveda vsebnost hranil, mikrohranil in tudi tukaj potem lahko vrzel v te vitaminih, mineralih v telesu, lahko eden izmed dejavnikov, zakaj obolevamo. Ne moremo mimo stresa. Stres je poglavitni dejavnik marsikatere bolezni, tudi odpornost na vse zadnje ni neka izjema. Vemo, da smo, ko smo mogoče preobremenjeni, tako fizično kot psihično, lahko odpornost prav tako to začuti, nam pade in tudi hitreje obolevamo. Ljudje mogoče, ki so oboleli za neko težjo boleznijo, kronični bolniki imajo slabšo odpornost, tukaj bodimo seveda na to pozorni. Tako da bom rekla, velik faktor tveganj oziroma delež tveganj je nekako
na nas, da jih lahko preprečimo, če se jih zavedamo, če poznamo o tem, na vse pa seveda ne moremo vplivati. Bistveno je, da skušamo tekom leta nekako izgraditi dober imunski sistem z zdravim načinom življenja in tukaj potem lahko veliko pripomoremo, kot pravim, sami. Je pa res, da se je nekako pogled na imunski sistem v zadnjih desetletjih kar spremenil. Nekoč so menili raziskovalci, da je imunski sistem taki neodvisen sistem, ki deluje posamično, ne nekako ni v sozvočju z drugimi telesnimi deli. Danes je to precej spremenilo. Imunski sistem, vemo, je v tesni povezavi tako z možgani, kot z vegetativnim živčnim sistemom, z hormoni, tako da je povezava ali pa sorazmerje tukaj z čustvi, hotenji veliko nekako bom rekla, povezavi in zato tudi tukaj lahko smo sami poklicani k temu, da z nekim pozitivnim pogledom na življenje skušamo tudi nekako vplivati na imunski sistem. Nekaj ste že v preventivi povedali, preventiva je zmeraj bolj uspešna kot kurativa, potem, ko že moramo poseči po nekih pravih tistih zdravilih. Nekaj ste že povedali, prehrana, predvsem tudi verjetno telesna pripravljenost, gibanje, koliko smo na zraku, koliko je tistega v nas, kot ste dali, tudi volje do življenja, bom rekel, zdaj bolj tako grobo, ni vi ste rekli pač tistega optimističnega, kajti to vse potem deluje, da tudi lahko mi dejansko, tudi ko že začutimo morda kakšno stvar malenkostno, pa seveda kakšna povsem naravna, učinkovita, ne bom rekel zdravila, ampak pripomočki pripomorejo k temu, da nekje malce zaustavljamo potem tisti nalet bacilov, bakterija, kako se že temu reče. Ja, seveda, lekarniške police se šibijo pravzaprav s tovrstnimi pripravki, ki lahko seveda vplivajo na imunski sistem. To se pravi, lahko pripomorejo, da mi, ko tega nekako okrepimo, ne zbolevamo tako pogosto, ali pa če že zbolimo, da smo oboleli krajši čas, z manj zapleti in tako naprej. Zdaj ljudje včasih rečejo, po čem pravzaprav poseči. V prvi vrsti morda vendarle izpostavimo, prej sva rekla, vitamini in minerali. Seveda težimo k temu, da to dobimo s prehrano, sva rekla, s čim bolj domačimi, sezonskimi izdelki zagotovo. Vendar pa roko na srce, včasih v nekem obdobju, predvsem otroci v fazi rasti, potrebujejo mogoče nekoliko višjo količino vitaminov in mineralov, potem ljudje, ki se spopadajo z določenimi boleznimi, takrat so vitaminski mineralni pripravki pravzaprav nujni. Tudi kar se tiče imunskega sistema. Zdaj vprašajo navadni ljudje, kakšen vitamin, kateri vitamin, ponavadi se odločajo za vitamin C. Da, vendar pa vitamini morajo biti v nekem sozvočju, v nekem normalnem razmerju, da potem to dobro deluje. Tako da ponavadi rečemo kar vsi vitamini, vsi minerali, predvsem pa vendarle izpostavimo cink kot takšen, selen, tudi železo je izjemno pomembno, vitamin C, A, tudi D vitamin v zadnjem času se je kar precej razširil. To se pravi, to je prva zadeva, ki bi jo nekako ponudili našim ljudem, zagotovo pa to ni edina zadeva. Ameriški slamnik, verjetno ljudem kar poznana rožica, pogosto si sedaj ljudje to že doma zasadijo, lepo cveti, tako roza vijolične barve. In ja, ameriški slamnik ima znanstveno dokazan učinek, da deluje na imunski sistem. To se pravi, podpre, okrepi našo odpornost. Zdaj doma pripravljajo ponavadi čaje, razne mešanice, da lahko, seveda zagotovo, vendar je tukaj vprašljivo, koliko je neke količine učinkovine v določenem izdelku, ali so to pravilno izolirali, ekstrahirali, to se pravi, nekaj vprašajev ostaja, pa vendarle priporočamo. V lekarni pa sicer na voljo od tablet, pastil, sirupov in tako naprej, že od tistih čist malih otrok naprej. Ni edini ameriški slamnik, še imamo kakšne prehranska dopolnila, morda naštejeva še kakšen kolostrum, to je mogoče malenkost manj poznano, prvo mlezivo, ki ga dobi že otrok pri rojstvu od matere, prvo mleko, ki je ne samo vitaminov poln in mineralov poln, ampak predvsem protiteles. In le-ta je tudi v lekarni na voljo v obliki prehranskega dopolnila, pridobljen iz kravjega mleka, ekstrahirano seveda določene protitelesa, vitamini in minerali, tako da je lahko odlična popotnica, kar se tiče našega imunskega sistema. Naj povem, da je ta za razliko mogoče od ameriškega slamnika, ki je imunostimulator, to se pravi stimulira imunski sistem, kolostrum pa imunomodulator. Kaj to pomeni? Pomeni, da varira imunski sistem. Če dela imunski sistem premalo, kar sedaj govorimo v odpornosti, ga bo okrepilo.
So pa določene bolezni, kjer celo ameriški slamnik odsvetujemo, ker imunski sistem že preveč deluje, napačno deluje, govorimo mogoče o kakšni multipli sklerozi, o raznih alergijah. Takrat pa mogoče ameriški slamnik nekoliko damo za vprašanje oziroma imamo pomisleke, lahko pa brez skrbi damo ta kolostrum, ki pa modulira, kot pravijo, imunski sistem. Na enak način približno deluje matični mleček, vemo dar čebel, bomo rekli, dar, ki ga imamo pravzaprav na dosegu roke, pa ga včasih premalo izkoriščamo. Zdaj včasih pa vprašali, to kaj pa med? Ja, lahko, vendar matični mleček vemo, da je pravzaprav neka edinstvena kombinacija, neka molekula, ki je zelo zanimiva, vse meni je ta podatek zanimiv. Zaenkrat, če te molekule ni uspelo sintetizirati v nobenem laboratoriju. To se pravi, samo matični mleček ga ima, deluje na imunski sistem. Vemo, da matica se hrani samo s tem matičnim mlečkom. Če primerjamo matico in čebelodelavko, vemo, da je bistvena razlika v fazi rasti, v času življenja. Matica živi tam nekje 5 let, delavke pa tam nekje 7 tednov, pa vendar so se izlegle iz enakih jajčec. To se pravi, matični mleček je lahko neka dobra popotnica. V zadnjem času še morda omeniva beta-glukane, ki so dobrodošli. Delujejo čisto enostavno, v tankem črevesu dejansko se vežejo na imunske celice imunskega sistema, jih stimulirajo tako, da začnejo boljše delovati, tako da so pravzaprav popolnoma naravni. Enako svetujemo že pri majhnih otrocih, tudi pri odraslih v različnih oblikah jih imamo. Tako da imamo kar pestro ponudbo teh pripravkov. Včasih ljudje pa vprašajo, kaj pa kakšni probiotiki. Ja, lahko, vsi vemo, v črevesu se začne naša imunost, naša odpornost, tako da s probiotiki, ki vplivajo na to črevesno sluznico, lahko pravzaprav izredno dobro vplivamo tudi na imunski sistem. Še imamo eno tako podvprašanje, je količina recimo pri tem vnešene tekočine, recimo voda, čaja, pomembna za to ali ni, ali pa je pravzaprav to od človeka do človeka odvisno, kakor verjetno tudi ni nekega recepta, tudi ne zdravila za ljudi, ki imajo kronični upad ali pa nihanje imunosti. Verjetno ne obstajajo zdravila, da bi imunost obdržala na nekem nivoju, kot recimo z določenim zdravili držimo pritisk, zgornji, spodnji ali kakorkoli. Ja, čarobne molekule zagotovo ni, ki bi našo imunost nekako držala, kot pravite, v neki ravni liniji. Zagotovo pa vse to, kar danes govoriva, od tistih nezavednih delov povezave z imunskim sistemom, do tistega okoljskega vpliva, prehrane, stresa in tako naprej, kot smo rekli prej, tudi pogleda na življenje, pozitivnega seveda, vse to vpliva na imunski sistem, seveda, če je to nekako konstantno, je tudi imunski sistem v neki fazi delovanja. Vsi pa vemo, da je življenje nihanje, je imunski sistem nihanje, lahko pa seveda mi doprinašamo k temu, da je nekako nad črto, če rečemo, imunski sistem in da smo, kot rečemo, v dobri kondiciji. Lepa hvala za enkrat. To je bila z nami magistra farmacije Polonca Fejala Novak, vodja lekarne v Pomurskih lekarnah v Svetem Juriju ob Ščavnici. Verjetno ste spoznali in tudi dojeli, kako pomembna je odpornost, imunost za naše telo, predvsem sedaj, ko prehajamo tiste zimske čase, pravilno oblačenje, pa vse ostalo, kar smo slišali, in boste ostali zdravi. Seveda, če boste še naprej tudi spremljali oddaje s farmacevtom za zdravje.